Če ste zaljubljeni, napišite spodaj v komentar. To pa ni bilo tako romantično. Po mojem so bila parja, kao fan pa punca bi hodila, pa bi hodila, ne bi, pa mislim, da so lahko parja. Zdaj, kjer seks ne opišem prvi. Zame je ljubezen to, da imaš nekoga rad in da ima on tebe nazaj rad, da se spoštujeta, da se razumeta dobro in da si stojita ob strani. Ljubezen je osnoven del življenja, če me vpraša. Ljubezen je ljubezen do lufta, ljubezen do narave, ljubezen do druge osebe, ljubezen do avtomobilov, ljubezen do postelje, ljubezen do tistega, kar se dogaja pod posteljo. Ljubezen je nekaj najlepšega na svetu in ful je fajn, ko res najdeš sam pri sebi in vidiš, ok, to je pa ljubezen zame. Pač ja, en poseben feeling, in skozi katerega se tudi jaz osebno recimo probam nekako ozirati v življenju, torej pač kam bi šla proti tem, kar vidim, da me veseli in kar imam rada, torej kar je moj ljubezen. Zame obstajata dve vrsti ljubezni. Ena je tista, za katero stremimo vsi ljudje in ki je nekako eliksir življenja. Ljubezen med tabo in, ne vem, naravo, drugimi ljudmi, ne glede na relationship. In pa imamo romantično ljubezen, ki je v bistvu nekako evolucijsko edina funkcija razmnoževanje, ampak ljudje ne radi to na tak način razlagajo, ker ni toliko romantično. Moja prva romantična ljubezen, spomnim se, ja, dejansko ful preveč glede na to, da sem bil star 6, mogoče 7 let. To je bilo v prvem razredu. Prvič sem bila zaljubljena v osnovni šoli. Ful sem že pozabila vse. Ampak, ja, ne vem, prvič sem bila zaljubljena po moje v vrtcu. Sem bil zaljubljen v osnovni šoli tako v eno punco, po mojem, drugega razreda ali pa prvega razreda celo do po mojem enega 9, ne? Tako skozi. Ampak nisem nikoli upal kušniti ljubčka dati. V bistvu edinkrat, ko so se ljubčkala, so se tako v bazenu, pod 2 metra globok v bazenu sem dal ljubčka. To je bilo tako enkrat in edinkrat in sem se počutil wow. Da je bilo to nekaj prav tako, toliko sem bil zaljubljen, da nisem upal nič drugega narediti, ker sem pač tako z njo biti pa rolati po radičah pa tako. Enega sošolca, ker sem ga pol tudi jaz vprašala, če bi bil moj fant. Ker nisem mogla čakati, pač jaz sem mislila, da bo on vprašal, pa je bil preveč stremežljiv. Tako da sem jaz pol do njega pristopila in sem bila po moje 1-2 leti skupaj. Ampak ja, najina zveza je izgledala tako, da sva cele dneve igrala online igrice. Ja, ok, in to je bilo kratko malo, ne nesrečna zaljubljenost, ampak malo tako nesrečna v smislu, da joj se mi pa ni posrala, ne? Zato ker jaz pa moja najboljša prijateljica še danes smo obe bile malo tako zaljubljene v našega enega druga pač sošolca, ne? In pol je vedno bilo tako, da pač, ko smo mi ostali še tam v vrtcu, smo se pol igrali in sta ona dva bila pol, ta moja prijateljica pa ta fant, sta bila pol mož in žena, ne? Tako, ko smo se nekaj igrali v teh kotičkih, jaz sem bila pa pol njun kuža in pol sta več tako mene na pomoč, pridmajo. Ne vem sicer, kako je prišlo do tega, ker to je bila tako najbolj huda punca, za katero sta se dobesedno par let kasneje 2 stepla. Pa jaz očitno nisem imel težav s tem. In spomnim se, ker sva se pod mizo med odmorom tako ljubčkala in načrtovala, kako se bova preselila v Ameriko, ker je bila Američanka. In pozabil sem točno detajle, ampak vem, da sva govorila o letalu s ful nadstropji. Ja, tak zares ljubčkala sem se prvič na morju. Pač bili smo tam skupina nas, otrok in pač domačini in sosedi, ki smo se družili vsak večer. In pol sem imela prvi romantični poljub s fantom na solinah in je bilo tako wow. Ampak ful me je bilo strah, tako res grozno. To pa ni bilo tako romantično. Tudi tukaj ne bi šel preveč v detajle, čeprav jih vem veliko več, ker se ni zgodil nekaj ful časa nazaj, kakšno leto se mi zdi. Ampak ni mi bilo preveč všeč, nisem čisto vedel, kaj se dogajalo takrat. Na morju sem imela tako romanco enotedensko, ki je bila kar taka lepa romanca. Mislim, z eno družinsko kolegico, pač, ko smo se že tako zelo dolgo poznali, pa takrat se nismo videli par let in pa se pač tam vidimo in smo skupaj hangali tako cel teden in jaz mislim, da sem se
Tako da sem se proper poljubil, čeprav jaz vedno, ko sem se prvič poljubil, sem verjetno rekel, da sem se že takšenkrat prej, ne. Verjetno samozavestno, sem se še košval, pa ne. Prvič sem se poljubila v osnovni šoli s tem fantom, ki so skupaj igrice igrala. In se spomnim, da v bistvu noben ni točno vedel, kaj počne, ampak so ful filmov valjda pogledala in so vedela, kako to poteka vse skupaj. In ko so se dala ljubčka, so bila tako, aha, okej, to je to, pač v redu. Ful preveč oglašujejo to in ni bilo dobro. Prej sem imela valjda neke take flinge s puncami iz šole, ker se malo lepo pogledaš, pa hodiš na sprehode, pa se malo tako za rokico držiš. Pa sem imela tudi prvi poljub s punco, ki je bil čist nekaj drugega, kot tisti slab poljub s fantom. In se spomnim, da je bil v bistvu v Kamniku, tam, ko sem, je bil ta festival Narodne noše in sem ji kupila na stojnici nek tak dreamcatcher in pa sva šli na neke stopnice in so se poslovile in so si dali ljubčka in je bilo zelo, zelo lepo. Na nek način sem skozi vedela že, da so mi bolj všeč punce, ampak ta poljub se mi zdi, da mi je to potrdil, ker je bilo veliko več kemije čutiti, no, kot je s fantom. Ja, ne vem, prvega resnega fanta, tako da sem ga domov pripravila, sem imela v prvem letniku gimnazije. Moja prva punca je pač bila ta punca, ki sem imela čez celo osnovno šolo, ne. Po mojem so bila parja, kao fant pa punca bi hodila, pa bi ne bi, pa mislim, da so bila kar parja. Da bi rekel, da sem imel tako resno punco, pa resno zvezo, ki bi trajala, ne vem, vsaj par mesecev ali pa par let, to se pa ni še zgodilo. Pored pač, da sem bil takrat zelo suveren, tako kot sem rekel, tudi pri košarju, veš, da sem izkušen moški, kako pa hita gremo, ne, in pol se ni izkazal za najlažjo nalogo. Moja izkušnja pač ni bila taka, kot bi si jo želel. Jaz osebno bi si želel izkušnje, ki sem jo pol kasneje prejel ali pa opazil, da je bila seks vedno neka intimna stvar. Kdo bi lahko na to pozabil? Ja, pri meni je to bilo, pač ne bom šla v detajle, bilo je na odprtem, obdano z drevesi in naravo. In pač niti ni bilo tako slabo, no. Ful sem imela tako treme, ampak pač mislim, če vem, pri čem smo zdaj, pol res ni bilo, ne vem kako dobro, ampak nisem imela tako slabe izkušnje pač. Ne bi govoril o tem. Zdaj, kjer seks ne opišem prvi. Ne bom zašla zdaj v podrobnosti, kaj vse se je dogajalo, ampak nekako nisva dobro kliknila in takrat sem se meni to malo zamerila in sem rekla, pač ne bom sploh več seksala, ker mi ni do tega. Potem pa par let kasneje, ko sem bila s punco, sem imela pa zelo, zelo lep prvi seks, tako pripravila je svečke, muzika, ambient, zelo, zelo lepa izkušnja. Ja, jaz sem rekla zase, da se zelo hitro zaljubim, zaradi tega, ker če vidim neko iskrico pri nekomu pa neko kemijo, mi kar klikne v glavi in potem si delam sama naprej scenarije, ki jih sploh ne bi smela delati. Še vedno se spontano, nažalost, zelo hitro zaljubim, ampak vsem se nekako zavedam tega, da ni to, kar mislim, da je. Še vedno imam v mislih, da bi lahko mogoče bilo kaj iz tega, ker mislim, obviously nekaj čutim, ne glede na to, na kakšen način, ampak ne dam pa več toliko na to, dokler dejansko ne spoznam osebe, dokler ne preživiva določenega časa skupaj, ker drugače tako ne moreš vedeti, dobesedno. Pač ne moreš vedeti, če ne poznaš človeka. Če nekaj vidim, da mi nekaj štima, ne vem, energija, pač če mi je nekaj res totalno všeč, pa se takoj zaljubim in se pač težko potem spet odzaljubim. Da sem imel najbolj strto srce, se je zgodilo pol leta nazaj. Na eno punco sem se ful navezal, tako ful preveč, kot bi se moral, ker so si bila ful podobna in vse sem tako, wow, verjetno je to, vsa moji desperate glavi je bilo tako. In pa sem zvedel, da je v bistvu se začela nekako videvati z drugim, na nek način, posplošeno povedano. Je bilo tako, pač ful res me opral in sem imel tako, spomnim se, en teden je bilo ful slabo. Najbolj strto srce sem imela par let nazaj iz eno punco, ki sem se čist zaljubila, sicer niso bile sploh uradno skupaj, pač malo se družile nekaj časa in meni se je zdelo vse ful fino. Jaz sem res ful sem se dobro počutila z njo, ful mi je bilo fino in pol me je pustila
In čez par dni sem zvedela, pač, da je šla z enim drugim fantom in mene je to v bistvu najbolj uničilo, ker se mi je zdelo, da nisem bila pač valjda dovolj dobra, oziroma tak občutek sem jaz imela, ampak valjda se ni bil sploh v meni problem, tako da ti se mi je kar prizadelo. No. Se zdi neki ful strto nisem imela, ker pač jaz si vedno pol tako rečem, mislim, ne vem, vedno se mi zdi, joj, se lahko bi bilo še hujš, pa nisem res nekaj takega že doživela, ne? Ampak nekako se vedno pol probam iz tega položaja spraviti tako, da si rečem, da v življenju se pač stvari se vedno zgodijo tako, kot se morajo in pač tudi to se je zgodilo zato, ker se je moglo in pač vedi, da te čaka še nekaj boljšega, ne? Oziroma da se je to zgodilo, ker si zaslužiš nekaj boljšega. Ne? Najbolj strto sem pa pač imel takrat, ko sem jaz nekaj ko sem pač jaz nekaj, ne, kako sploh ne lepo reči, ko sem jaz nekaj posral, itak bom dal pip, whatever, pa pač sem videl, kako posledice je to na drugem človeku naredilo. Bodi si to familija ali pa da je bilo pač to v zvezi. Pa pol, ne, vedno imaš to in the back of your head, da se ti je nekaj tako. Mislim, da nisi bil 100% takrat, ko bi lahko bil, evo, bom tako rekel. Ja, mislim, varanje definitivno spada med to, nisem tega počel kategorično ali pa ne, sem to naredil in se pač takrat naučil, da vsaka taka stvar pač slejko prej se zve. Zato sem bolj tudi alergičen v kasnejših zvezdah bil, zato ker vem, kaj se lahko zgodi. Bil sem sam večkrat prevaran, kot sem prevaral. Ne podpiram tega, vsekakor, ker sem bila jaz prizadeta in ker sem jaz prizadela druge ljudi, tako da zdi se mi to zelo neka grda stvar. Če si z nekom in ti ne štima, mu valjda to povej, kakor pa da greš pač bežat oziroma greš k nekomu drugemu. Če varaš, potem to ni zveza, v kateri hočeš biti. In sem tudi sama že to naredila, ampak vedno sam takrat, ko sem vedela, da pač mi v zvezi več ni dobro. In se je itak takoj potem pač končalo z razhodom. Ne. Varanje je zame predvsem rezultat neresne zveze in tega, da si začel relationship z nekom brez neke globlje povezave s to osebo. Zdaj, v bistvu nisem imel nikoli izkušenj s tem, nikoli nisem bil prevaran, tudi jaz nisem nikoli varal, ker ne vem, zdi se mi ful nepošteno, da sploh pride do tega, da greš ti, ne vem, z nekom ven ali pa da delaš z njim karkoli, ne da bi v unem obdobju, kjer se je zveza slabšala med tabo in prvotno punco, da nisi v tem obdobju povedal, da nekaj ni v redu. Mislim, ja, bi se poročila, če bi bila res z nekom, s katerim bi vedela, da se hočem poročiti. Jaz se hočem poročiti en dan, že sam zaradi tega, ker bi ful rada imela eno lepo belo obleko. In ful vam že vse splaniram, kjer band bo igral in kako bi vse izgledali in povabila bi, si bi povabila pač bližnje sorodnike in frende, ampak še vseeno se mi zdi, da je to en tak event lahko v tvojem življenju, ker je tisti dan vsa pozornost je na tebi. In sam zaradi tega bi rada imela poroko, pač valjda bi imela to z osebo, ki jo imam res rada, ki se dobro počutim in ki bi rada preživela svoje dni s to osebo, ampak definitivno pa bi imela eno cool poroko. Ja, bi se, ampak spet ni mi to neka taka stvar, ki hočem, da se zgodi, bi pa imel familijo, no? To mi pa bolj taka stvar, na katero dam več kot na poroko. Dopade se mi cela ideja o poroki, pa vsem, kar se s tem sprovede. Nikoli se ne bi želel neke ogromne poroke, kjer bi povabil tavžent ljudi, samo zato, da bi prišli ten, da bi ti vsem dan bili vsi kao frendi, pa so si lepo gledali, pa juhu, pa trala, ker mi je to neumno. Ja, trenutno sem zelo zaljubljena. Pa ja, jaz sem skozi zaljubljena. Bi rekel, da nisem zaljubljen, ampak definitivno pa ne mislim, da ne bi mogel biti eventually. Vsem nesrečno zaljubljenim gledalcem bi rekla, da niste zaljubljeni, če ni dober. Pač počakajte, če vam nekaj ni všeč, pol pejte ven iz tega, pa počakajte na pravo osebo, ko bo prava oseba prišla, boste vedeli, da je pač to. Če pač te nekdo odriva stran in ti ne daje te pozornosti, ki si jo zaslužiš, pol pač se res ne obremenjevati s takimi stvarmi in ljudmi in pač pej dalje, ker boš vedno našel nekoga, ki bo tam za tebe. Jaz mislim, da prek stvari, ki jih rad delaš, spoznaš osebo, s katero imaš največ šans, da ti lahko na dolgi rok rata, sploh pa če skupaj delate eno stvar, ne. To je pa pol sploh majka. Zato vse tiste punce, ki hodite na klekarske krožke, verjetno boste prej
s klekljarskim fantom, kot ne, z nekim rokerjem ali pa kaj pa vem. Mislim pač išči prijatelja, pa najti prijatelja in bolj prijatelja najti ljubezen, po mojem. Ful je težko dati kakršen koli nasvet, ker tudi če bi povedal, kaj treba narediti, kar je meni pomagalo, sem še vedno drugačen od večine ljudi in drugače dojemam stvari, ker so se mi zgodile drugačne dogodke v življenju. Bi pa vseeno dal nekaj, kar se ne navizuje nujno samo na romantično življenje, ampak tudi na splošno, sicer da pač iščete sami sebe, ker ne boste vedeli, pač, kaj vam zares ustreza, niti kdo zares teče, ne boste probali čim več stvari. In to tudi sam delam in se je v večini primerov pozitivno obrestovalo. Ne morem pa dati nobenega takšnega konkretnega nasveta glede ljubezenskega življenja. Nažalost. To je bilo z naše strani vse. Če vam je bil video všeč, ga seveda lajkite, v komentarje pa lahko napišete, če imate mogoče vi kakšen predlog za bolj pozitivno romantično zvezo. Vsaj zame, mogoče bo kaj meni prav prišlo. Evo, jaz sem z vami delila vse moje ljubezenske skrivnosti, zdaj pa ste vi na vrsti, da od spod napišete, kaj je vaša ljubezenska skrivnost. Folk, če ste tudi vi zaljubljeni, ali pa niste zaljubljeni, ali ste pa sam zaljubljeni v življenje, ali pa v naše videe, napišite nam to spodaj pod komentar. Ne pozabite lajkati, pa se subscribati, pa radi se imejte, ne? No, definitivno sem pa zaljubljen v vas, tako da prosim komentirajte spodaj, kaj lepega mi napišite, da se bomo vsi počutili, ko je ena taka velika ljubezen. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju neki. Že sem Urh in to je moja normalna glasnost, ki jo bom uporabljal čez snemanje tega videa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaj še govorim? Moja telefonska številka je 051. Ampak sem ga jaz pustila, tako da pač... To je to! Sem trenutno zaljubljen. V koga? V neki kanal. Srečno. Evo, jaz sem vam razkrila vse moje ljubezenske. Povedal bom učiteljci in se tako, ne povedati učiteljci. Ne vem, aj povedal učiteljci, ali ne.